Dame in gospodje, reporter Milan, sem ponovno na sledi resnice na terenu. Danes bomo govorili o cepljenju. Kot veste, če se morda primerijo po cepljenju neljubi stranski učinki, jih je jasno, da treba prijaviti. No, mene pa je poklicala ena gospa, ki ni zaznala toliko, bomo rekli, neprijetnih stranskih učinkov, pač pa stranske učinke malo drugačne sorte, seveda pa pod nobenim pogojem ne mi in ne ona sama ne odsvetuje cepljenja proti COVID-19. Gospa Milica, zdaj sva tukaj pri vas na vrtu, pri vaši hiši stojiva, dajte povedati, prosim lepo, kakšne so težave, ki ste jih zaznali? Ja, dober dan, lep. Zdaj, če ste glih omenili, tu poglejte vrt. Gospa Milica, sem vam mislil že reči, to pa je vzorno, v nulo bi lahko rekli urejeno, ne? No, včeraj zjutraj je tako zgledalo, kot da že 170 let noben tu ne živi, recimo, ne? Resno? Potem pa je včeraj zjutraj moj mož Hubert šel po drugo dozo cepiva, ne mi rekla kerega, ste rekli, da ne mi reklame delala. No, bolj pa se je vse spremenilo, samo malo se moramo na začetek vrniti k prvi dozi cepiva. Moj mož je pred mano dobo in s njaz pač rekla, bom ga malo opazovala, če se bo kaj spremenilo. In vem, da je naslednje jutro po tem, ko je bil cepljen, prišel v kuhno, pa rekel, čuj, ne spomnim se, mislim, da sem leta 72 nazadnje tako dobro spal. To pa je super, ne? Pozitivni stranski učinki, verjetno, ne? Jaz sem tudi včeraj to pričakovala, ne? Samo ko je on po drugi dozi prišel domov, prvo kaj naredil, si je neko staro trenerko gor dal. Od zgornji del pa včeraj ni bilo toplo, neko tako čisto tanki zgornji del, sem nekaj čuj, prehladil se, bo še brez besed je šel vun. Pol pa, ko se je ded zagnal, najprej ograjo celo zbruso, celo pofarbo, jablano je podr tako, da je nikoli ni bilo, celi vrt je zaštihal, veje je skup narezal, odpeljal na smetišče. 12 let smo neki kup zemlje imeli tam, to je vozil sem pa tja, kot da je na tekmovanju. Te se že tema delala, sem prišla, bom se rekla, Hubert, kaj kaj jedo? Te sem ga videla, da je na tleh pa je puno šajtrgo zemlje gor dvigoval, pa glihtal. To pa skoraj ne morem verjeti. Ja, in to pri 75 letih. Pole prišel od brez besede, si je 10 jajc zlamal, slanino narezal, te je vse pojedo in to brez besed, še vedno sem smisel gledal, zdaj imamo pa muteca, ko nas bo pojedo. Pole šel gor, se je stužiral, pol pa je prišel dol. Te pa me tak zlamal. Prosim. No, mislim zlamal, se te vete, kaj mislim, ne? Po 35 minutah sem komaj uspela, res rekla, Hubert, umetni koliko imam, pazi malo. Dan zjutraj, o 5, pa me je že ruko s prstom, pa samo dol kazal na šotor, sem rekla, veš kaj, Hubert, pri mojih 73 jaz se ne mislim tak izpostavljati, pa je brez besed šel v kopalnico, pa se zaprl not. Pole pa čez 20 minut bom prišel, pa hvala Bogu spregovoril, pa je rekel, ne na seboj, sem sam porihtal. Mama! Ja, kaj je, Dušan? Si mi nastavila 20 evrov? Ja, dober dan. Ja, dober dan. Kaj ste fotor včeraj imela? Kaj ste vojno imela? Ne glih razlagam, se ti lahko pol povem. Ne, niti nočem vedeti. Neke dobre volje si. Ja, pa ja, kar no. Ne pa mi 50, daj. Dobro, da nas ne pozabite, resnica ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi.